Well, thank you all very much for coming Dobro, tonight. najlepša hvala, da ste nocoj tukaj. Forgive me for pouring myself a glass of water. It's very hot In here. če mi dovolite, najprej si nalijemo kozarec vode, American South. ker prihajam z juga, z ZDA, kjer je toplo, ampak People pri say, oh, vas you je must be tukaj. used to this hot weather. Verjetno si navajen na tako vročino. Ne, nisem navajen na tako vročino, kot jo imate danes tukaj v Ljubljani. Well, I'll tell you how I started Nekaj to vam write this povedal book, came o to tem, write kako this sem book. začel pisati to knjigo in In kako je the prišlo spring do tega. of 2015, Pomladi leta a prominent American 2015 physician je prominentni contacted me after a ameriški disturbing zdravnik me conversation kontaktiral, with his elderly mother, ko a je Czech immigrant who, in her imel youth, served a jail neroden term dogodek, ker je as a češki political imigrant v prisoner ZDA, of the communist regime in kot her homeland. bil nekoč v Češki, je bil poslana v zapor na Češkem, da bi bila trpinčena, zato da ne bi več hodila na molitve v svojo cerkev. In doktor, zdravnik, je bil pretresen in je prepričan bil, da je jo nekdo prijavil. In zdravnik mi je rekel, moja mati je sedaj rekla, da to, kar se dogaja sedaj v naši državi, je nekaj, kar se je zgodilo tudi pri nas, kada je komunizem prišel na Češko. In jaz sem celo življenje v priskolu, ta zdravnik je več čas poslušal svojo mamo in svojega očeta, ki je bil tako imigrant z Češke. In nikoli ga ni bilo treba skrbeti, da se bo ta zgodba ponovila tudi pri njem. Ampak meni se je zdelo precej alarmantno, ampak po tem pogovoru, vsakič, ko sem se razstopil do ljudi, sem jim povedal to zgodbo. In takrat so se z mano strinjali, da se to dogaja tudi pri nas. Vsak izmed njih je rekel, da ja. In če se z ljudmi dovolj dolgo pogovarjaš, potem, če ne povejo, da so z Amerike, nihče tega ne verjame. In kaj pravijo ti ljudje? Pravijo, da postaja vedno bolj sprejeto ideologija, ki je skrajno netolerantna, ki v imenu obrambe žrtev krati pravico do svobode govora. Tako da ljudje izgubljajo svojo reputacijo, zato ker ne sprejemajo te ideologije. Imamo akademike, ki so skorumpirani, ljudje lažejo samo zato, da bi varovali svoje službe. Otroci prijavljajo svoje starše zaradi te ideologije. Knjige so prepovedane, zato ker so nasprotne tej ideologije. Vidimo ideološko razvratne množice, ki napadajo te ljudi, tako po spletu kot v živo. Jasne, očitne laži se govorijo proti tem, ki postavljajo pod vprašaj to ideologijo, zato s tem naporom jih skušajo nekako diskreditirati. In vidimo tudi kontroliran strah, zato se ljudje bojijo sploh postavljati vprašanja. In obstaja možnost, da te nekoga grozimo na ta način? Ja, možno je. Bolj ko gledamo danes dokaze o tem, da v združenih državah gremo v obliko mehkega totalitarizma, veliko težje je tudi opaziti tudi v drugih državah. Tudi v Evropi se dogaja in kot vemo, večine stvari, ki se dogaja v ZDA, se bo prej ali slej preneslo tudi sem. Jaz sem tudi uporabljam izraz totalitaristi. Kaj pa je pomeni ta izraz? Ko govorimo o totalitarizmu, vedno imamo na mislih gulage, skrivno tajno policijo, mučenje in druge velike komunizma, ki smo jih imeli v teh državah. Ampak tega nimamo tukaj. In zakaj temu pravim mehki totalitarizem? Zelo strogo govorjeno je totalitarna država, država, ki ima enotno politično ideologijo, ki ima popoln nadzor nad vsem. Vse je v tem življenju je potem politizirano. Totalitarna država ne zahteva samo ubogljivosti, ampak zahteva svojo dušo in tvoj um. V 20. stoletju smo imeli zelo velika utopista George Orwell 1984 in seveda krasni novi svet. Ampak ker policijska država iz Orwellove fikcijske države in Orwell, ker je bil boljši pisatelj, on je definiral, kaj pomeni totalitarizem. Orwell si je zamislil totalitarno državo, v katerih so ljudje bili prisiljeni v ubogljivost z bolečinami, s trpljenjem. In to je seveda hudo.
Ampak v nasprotju, Aldous Huxley si je zamislil totalitarno državo, kjer so tisti, ki so nadzorovali svet, oblast izvajali z zabavo in so dajali vsem pornografijo, seks in droge. In Mustafa Oman, ki kontroluje svet v Evropi, pravi temu krščanstvu brez solza. Ampak jaz vam lahko rečem, da v naši družbi mi ne doživljamo hudega, trdega totalitarizma kot Orwellovu, ampak mehkega totalitarizma Aldousa Huxleya. Pred nekaj leti je v Budimpešti moj prijatelj mi rekel, da je težko govoriti o težavah v svojem življenju kot mlada mati s svojimi prijateljicami. Včasih, ko sta se z možem kregala ali pa je rekla, da je utrujena, so rekli prijatelji, kar loči se. Pojdi nazaj v službo, pusti družino, bodi srečna, išči svojo srečo. In jaz sem nisem mogla razložiti, da jaz imam rada svojega moža in mi je všeč biti mama in žena. Ne razumem, zakaj bi se nekdo izbral, da bi trpel v tem življenju. In Ani sem rekel, glej, zgleda se, da se ti boriš za svojo pravico, da si nesrečna. Pravi, ja, jaz se borim za to pravico. In potem je razložil to, kar je rekel John Le Savage v tem disident iz romana Krasni novi svet. Zakaj se bori? On se v tem totalitarizmu borimo, ker največji strah v tem totalitarizmu je, bojimo se biti nesrečni. John Le Savage pa v romanu pravi, jaz nočem komforta, nočem udobja, jaz hočem resno nevarnost, pravo nevarnost, hočem svobodo, hočem greh, hočem nasprotno. In ga štejejo za norega v tej knjigi. In predpostavljam, da se tudi njeni prijatelji čutijo tako, da mislijo, da je nora. V moji državi sedaj doživljamo generacije, kjer imamo versko svobodo, kjer se vse te verska svoboda, svoboda govora odtujujejo ljudem v tej družbi, ki je strogo kontrolirana. Nohče v njej tej družbi ne sme biti anksiozen, žalosten ali nesrečen. Nekoč mi je prijatelj rekel, da ne predava več tega romana Krasni novi svet, ker je to neka distopija. To se ne zdela več distopija, ampak ta mehki totalitarizem je današnji dan realnost. Imamo druge znake v naši družbi, ki kaže na to, da živimo v totalitarizmu. Leta 1951 je Hannah Arendt, politična filozofinja, objavila knjigo z naslovom Izvor totalitarizma in podrobna študija, zakaj se v 20. stoletju države sprejeli fašizem in komunizem. To sta bila dva totalitarna sistema z nasprotnima ideološkima poloma, ki sta se pojavila oba iz istih preprostih socialnih pogojev, okoliščine, ki jih imamo v zahodno danes zelo prisotne. Najpomembnejši okoliščina je socialna izoliranost oziroma osamljenost in totalitarni gibanja so masovne organizacije izoliranih posameznikov. In totalitarno prevladovanje v nepretotalitarnem svetu je dejstvo, da ko je osamljenost prizadevala samo nekaj ljudi, recimo starejše, sedaj je to postala vsakodnevna izkušnja vseh naših mas v tem stoletju. Drugi znak totalitarne družbe je zelo široka sprejetost propagande in ideologije. Ali so gre za cinizem ali neprimeren idealizem. Ljudje nimajo več moralne odgovornosti za poštenost in s tem odpiramo vrata tiraniji. V vseh teh totalitarnih državah je propaganda bila tako omamljajoča, da so ljudje sprejeli vse laži, samo da ne bi ostali brez privilegijev, da bi imeli vse, kar jim ta družba ponudila. In če pomislimo, kje živimo danes, ko se širijo ideologijo, ki mlade učijo, da pozabljajo svojo zgodovino, svoje tradicije, levičarske mase v ZDA danes podirajo kipe, zato da se osvobodijo preteklosti.
čeprav je napad na preteklost prav eno izmed osnovnih orožij, ki jih totalitarizem uporablja, da se uveljavi. In zakaj toliko ljudi v 20. stoletju še vedno verjame v ideološke laži? Zato, ker je totalitarna ideologija nekoč bilo versko prepričanje, ki pa zagotovo ima nek cilj, nek namen, neko solidarnost za te mase osamljenih, izoliranih ljudi, ki tega nimajo. Tako kot je tradicionalno krščanstvo to ponudilo, imamo politično nadreligijo, ki se igra Boga. Rusko-ameriški zgodovinar Jurij Slezkin, ki je študiral bolševizem in sovjetski komunizem in je rekel, to je kot apokaliptični milenijski kult. In privedel je in imel je, razlikoval je med izbranci, med pristaši komunizma in med pogubljenci, tisti, ki grejo v pekel, bogataši in tako dalje. In tako je Lenin je ustvaril to utopijo socialne pravičnosti. In nemogoče je vzpostaviti, oziroma lahko se vzpostavi paralel, usporednica med bolševiki in socialnimi pravičnici dan danes. Tako kot ti, to se lahko razume kot neka, vse kar gibanja, ki jih imamo v ZDA, levičarska gibanja, so nekako socialna religiozna gibanja. Jason McNeena je verske vidike širokega gibanja socialne pravičnosti obravnaval, ker zapolnjajo iste psihološke in družbene potrebe, ki jih je vera nekoč zapolnjevala. Borci za socialno pravice so člani tako imenovane ideološko motivirane moralne skupnosti, ki imajo aksiomatične prepričanja, v katerih ni mogoče postaviti vprašanj, ker ti dajejo smer, neko smisel v njihovem življenju, imajo skupno poslanstvo in torej so prepričani, da imajo oni pravico in ključ do sreče. In kratek katehizem mehkega totalitarizma zgleda takole. Prvo prepričanje, da centralno dejstvo človekovega obstoja je oblast in kako se uporablja. Vse, v kar v življenju, tudi naši odnosi so stvar odnosa. Socialna pravičnost je takšna, da se odnosi razmerja med oblastjo bodo enakomerna in zato se ne sme nikoli postaviti pod vprašanje, nihče ne sme tolerirati nekoga, ki ima oblast. Prav tako ni objektivne resnice, verske trditve, politične teorije, vse te stvari so nekako omejitve za želje pomoči. To so samo odnosi, ki ne omogočajo, da bi oblast se uveljavila. Vrednost resnice je odvisna od tega, kdo je izustil resnico. In to so ti borci za socialno pravičnost, ki pravijo, da hočemo biti nekako, ti zatiranci so tudi zatiranci, tako da sami zatiranci zatirajo. Ponavadi zatiranci so bili moški, beli, heteroseksualci in zatirani so seveda tisti, ki so drugačnega verskega prepričanja ali niso beli ali imajo tudi druge spolne usmeritve. In zaradi tega tukaj posameznik ni več nosilec skupinske identitete. In to velja za to kritično teorijo rase, da naprimer ženska, ki je lezbika na Harvardu, ne sme poučevati, medtem ko beli moški naj bi imel vso oblast. In ker ima to oblast, je to zatiranje žensk. In nekaj podobnega smo že videli v zgodovini. Leta 1918 v Sovjetski zvezi je Lenin začel rdeči teror, kampanjo borba proti tem, ki so bili proti bolševikom. Šef tajne policije v Ukrajini je agentom dal to navodilo. Ne glejte na dokaze, da vidijo, ali so krivi ali niso krivi, da so delali karkoli proti Sovjetom z orožjem. Vprašajte jim, kateri razred spadajo, odkot prihajajo, kakšno izobrazbo imajo. To so vprašanja, ki bodo odločile
ali ga bomo obsodili ali ne. Ker to je bistvo rdečega terorja. Jaz vem, da so dejanja posameznika popolnoma nepomembna, da se odloči, ali bo kriv ali ne. Vse se predpostavlja samo na tem, na družbenem statusu, na razredu, iz katerega izhaja, in da se upraviči seveda v zapiranje v zapor, pošiljanje v taborišča in tudi uboj teh ljudi, umor teh ljudi. In torej pravičnost nad temi, ki zlorabljajo družbo. In so mehki totalitarizem ima popolnoma isto logiko. Ameriške institucije v zahodnih državah se tega dojejo. Govorijo o socialni pravičnosti in delno tako, da terorizirajo ljudi, ker se bojijo in se borijo proti sovražnikom verske ortodoksnosti. Borci za socialno pravičnost so prepričani, da jezik ustvarja resničnost. Prepričani so, da človekova narava je večinoma oblikovana na osnovi lingvističnih kategorij. In to temelji nekako na teh tako imenovanih diskurzih, na stilu, na načinu govora, ki upravičuje določene načine obnašanja in drugim ne daje pravic. In oni popolnoma verjamejo v izrečeno in pisano besedo. In to je nekako tudi to, kar te obsodi. To se dogaja v New York Cityju. Lahko dobiš kazen na 1000 evrov, zato ker si uporabil napačen zaimek za nekoga. Nihče si ne pričakuje, da bomo videli stalinizem in gulag, arhipelag gulag. Ampak sama ideja, da totalitarizem zahteva neko teroristično državo v stilu Georgea Orwella, je tudi razlog, zaradi katerega je ta mehka totalitarna država tako uspešna. Koncept hladne vojne, da so velika podjetja sovražniki družbe, je igral pomembno vlogo, da se je kapitalizem tukaj oblikoval družbo tako. Danes imamo elitni klub globalnih megadružb, ki so veliko močnejše od mnogih držav. Walmart ima več prihodkov, kot je BDP Španije, oziroma dvakrat, kot je Rusijo. ExxonMobil je večji od Indije, Turčije ali Norveške. Kako je mednarodni strategist Parag Khan rekel, velike firme imajo dvakrat toliko denarja kot vse države skupaj na tem svetu. Torej imajo več pomoči kot vse države. In v ZDA imamo 5 družb. Apple, Amazon in Google imajo neverjetni vpliv na javno in zasebno življenje. Istočasno, in to je nekaj novega, velika podjetja se stojijo na levi, kar zadeva socialne vprašanja. Ker to so v tej kulturni vojni so se odločili, da je to slabo za posel, ampak to se je zdaj spremenilo. Danes te velike družbe, temu pravimo svetovni kapitalisti, oni imajo neke napredne poglede na socialno pravičnost, ker je to del njihovega brandinga, njihovega znamke. In kar to lahko samo zažene in uporablja vse te sredstva za odlično propagando, implicitno in eksplicitno to uporabljajo, ta prepričanja socialnih in teh konzervativcev jih preganjajo, ker to so samo prepreke za njihove cilje. Še bolj, to, kar je nekdanja profesorica Harvarda Shoshana Zuboff rekla, da je kapitalizem nadzora, to je kapitalizem nadzora, ki ima nadzor ves čas nad ljudmi, prek interneta, s pametnimi telefoni in z drugimi pametnimi napravami, tem velikim družbam, korporacijam da veliko več moči, kot je to naj bi bilo dovoljeno v demokraciji. Na ta način imajo te korporacije tak nadzor nad ljudmi, da jih še KGB ni imel. In najbolj grozno je, kako smo se mi navadili ljubiti velikega brata. Ni nam treba iskati v straneh literature, da najdemo primere, kako totalitarizem deluje tukaj na Zahodu.
Dovolj je, da se ogledamo Kitajsko, kjer država uporablja internet in pa pametne napave ter umetno inteligenco zato, da ima socialni kreditni sistem. To pomeni, da se ljudje držijo nekega sistema, zato ker imajo neko kreditno sposobnost, ki temelji na ubogljivosti. To je njihov socialni status in tudi civilne svoboščine, državljanske svoboščine so odvisne od te. In ko je Kitajska tukaj vodi v tej moderni obliki mehkega totalitarizma. Ko bo enkrat država brezgotovinsko poslovala, bo država imela posel, možnost, da odloča o vsem, kar bo ljudje dokupovali ali ne. Mi imamo skoraj vso tehnologijo tudi na Zahodu, ampak nimamo pa še politične moči, da se to uporabi. Če se dovolj nas prepriča, da je naša varnost, naše udobje bolje, če s tem zatremo uporništvo, potem bomo tudi sami šli v to kitajsko smer totalitarizma. Kaj pa lahko naredimo? Če nas je emigriranje iz Sovjetske zveze dalo opozorilo, da se nekaj dogaja v Sovjetski zvezi in to ljudje so v tujini, potem se lahko upirali komunizmu. Ko sem se pogovarjal z nekdanjim protikomunističnim disidentom, ki še vedno živijo v Rusiji, oni pravijo, oni se bojijo tega in kar se dogaja. In ko sem pisal to knjigo in ko sem predstavljal na vzhodnim državah, so mi vsi rekli, v komunizmu so razlika med dobrim in slabim bila vedno jasno določena, razmejena, vedno si vedel, kje je. Obstajajo pa določene lekcije, ki se jih lahko naučimo tudi danes. Prvič, moramo se zavezati temu, da bomo živeli z resnici, ne živeti v laži, tako kot so rekli. Je rekel Solženicin v zadnjem sporočilu ruskim, preden je bil izgnan iz Rusije, iz Sovjetske zveze. Lahko se jaz, kot moja politična moč je, da lahko jaz zavrnem in ne spregovorim, ne pišem in ne vse, kar ni res. In torej, da podpišemo samo to, v kar popolnoma verjamemo. In ne smemo se udeležiti in sodelovati v medijih, ki ne govorijo resnice. In če nam torej nekdo pravi, da morate dokazati svoje zastope s tem, da nekaj podpišete ali nosite to zastavo ali ta znak, in če v to ne verjamete, nimate nobene druge izbere, kot da to zavrnete, ker je to laž. Drugo, moramo sprejeti breme trpljenja za resnico. S tem dokažemo, iz česa smo narejeni. S tem pokažemo svoj značaj. Ko ste videli totalitarizem, ta mehki totalitarizem prevzema predvsem mlade generacije, prav oni se bojijo neudobja, trpljenja. Skušajo biti pač enaki kot vsi drugi, ker je drugače biti drugačen nerodno. In v tej družbi z velikimi podatki, ki kontrolira vse, je vsa svoboda govora popolnoma zatrta in težko je prenesti neprijetne prepričanja. Tukaj je zgodba, resnična zgodba. Moj prijatelj je šel na Harvard in mi je rekel, pred 2 letoma sem bil v Bostonu iz poslovnih razlogov in sem odkril, da je moj stari prijatelj iz Evrope že leta študira na Harvardu. Se ga povabil na kosilo in sem ga med kosilom vprašal, kaj je najpomembneje, kar si odkril tukaj v tem letu na Harvardu. Pa je malo pomislil in je potem rekel, najpomembnejša stvar, ki sem jo dosegel, je, da razumem, kako so krhki Američani. Kaj je tako krhkega tukaj? Je rekel, lej, ko sem začel predavati tukaj, sem sledil predavanjem, je rekel profesor, danes ne bomo govorili o tem, zato ker je nekdo prišel k meni in se je pred predavanjem pritožil, da se ne počutijo najbolje, če bo govor o tem. In mi Evropejci v razredu smo rekli, pa je to res? A res ne sme profesor govoriti zato, ker nekdo je občutljiv? In moj prijatelj mi je takrat rekel, res mi je bilo grozno kot Evropejcu, ki je prišel v močno Ameriko, ko je prišel, videl, da ta razred na najpomembnejši univerzi v ZDA se
bojijo slišati misli, ki jih lahko prestrašijo, ki so jim neudobne. Ampak pogledajte, nihče ni dvomil o tem, da se to dogaja. Vsi se bojijo realnosti in to se ne bo dobro zaključilo. Torej, kako lahko ljudje prenašajo takšno situacijo? Kako lahko prenašajo pravo trpljenje za voljo resnice? Ne morejo ga prenašati. Dejansko z veseljem druge trpinčijo, zato da ustvarijo tako imenovane varne prostore. In to lahko vidimo, ker v tem svetu pogosto vidimo ljudi, ki vodijo inštitucije, tudi univerze, in lahko žrtvujejo resnico samo zato, da bi ugodili agresivnim množicam. Leta 1977 je češki ekonomist Václav Havel objavil svoje delo, v katerem je nekdo v trgovini zavrnil, da se obesi, je šel v zapor, ker ni obesil pač proletarci vseh držav, zedinite se. Ampak ta uzelenjavar v tem romanu je imel moralno prednost. On je dokazal, da lahko živiš resnico in lahko prevzameš tudi obsodbo in jo pretrpiš v borbi za resnico. In to je destabiliziralo češko vlado. In Havel je takrat zapisal, da je on vsem dokazal, da lahko živiš resnico in ti ni treba živeti laži in se s tem boriš proti sistemu. In to je. Torej, če si pripravljen trpeti za resnico in pokazati ljudem, da je tudi možno živeti v resnici, ampak trpljenje je tukaj ključnega pomena. In trpljenje je veliko bolj znosno za svojo versko prepričanje kot za neki drugi ideal. In to je res, tudi sam sem kristjan. In nimam tega šibkega krščanstva, Jezus je moj najboljši prijatelj. Govorim za vero, ki je močna, dovolj močna, da uspe tudi pretrpeti trpljenje, ker nič nas ne bo rešilo tega, kar se dogaja. Ruski pravoslavni kristjan in disident iz Brežnjevega obdobja, ki mu na obradu vidimo, kako so ga trpeli, kako so ga mučili, ima paralizirano polovico obraza, je rekel, ljudje, ki trpijo, potrebujejo zlate sanje, nekaj, za kar bodo živeli, nek cilj. Ne moreš se boriti samo z voljo proti slabemu, mora biti za nekaj dobrega, drugače ne bo šlo. In tretje, kaj moramo še narediti? Moramo ustvariti solidarnost v majhnih skupinah. V Bratislavi, v skriti sobici, do katere je prišlo vse prek tunela iz kleti, je zgodovinar mi rekel, kako je katoliška cerkev imela srečanja, skrivna srečanja tam v tej sobi. In kot Savuček je bil del skrivne celice, ki je širila ilegalno literaturo. In mi je rekel, da se je naučil, kako biti svoboden kot mlad človek v tej podzemni skupini. Samo majhne skupnosti, mi je rekel, so lahko popolnoma svobodne. To pomeni, da moramo biti predani drug drugemu, zvesti zaradi naše krščanske vere. In tako smo se počutili svobodne. In v tej solidarnosti smo se mladi prerastli ta strah pred totalitarnim komunizmom. Mi smo preveč krhki, da bi imeli dovolj poguma. In Fer Romaševski, ki je organiziral v gibanju Solidarnost na Poljskem, je rekel, jaz sem rekel, to je bistvo vsega sedaj. Oblikovati skupnosti in mreže skupnosti. Kakršnekoli skupnosti. Bistvo je, da člani te skupnosti močno podpirajo drug drugega, ne glede na to, kaj se zgodi. In bom sedaj še, in to je konec citata. Četrta točka. V boju proti mehkem totalitarizmu bi morali disidenti
Negovati kulturni spomin. Kaj to pomeni? To pomeni, morali bi se sebe, družine, majhne skupine predati študiju zgodovine, umetnosti, literature, kulture, vsemu temu, kar je našo kulturo nekako obogatilo. Totalitarna gibanja se vedno borijo proti zgodovini, proti kulturi. Iz kolektivnega spomina to hočejo izbrisati, da jih potem tudi lažje manipulirajo in tega ne smemo dovoliti. V intervjuju pred nekaj meseci je Sir Roger Scruton razmišljal o vlogu zasebnih semenišč in drugih organizacij, ki so ohranjale kulturni spomin, zgodovinski spomin. To niso ti famozni univerzitetni profesori in zabavljači. To so bili ljudje, ki so zagotavljali kulturno preživetje. Charles Taylor, Jacques Derrida in Roger Scruton so sodelovali s češkimi podzemnimi organizacijami, da so ustanovili podzemno univerzo, da so lahko zagotovili te ljudje. V intervjuju iz leta 2019 je Sir Roger, ki je bil nekoč tudi uklenjen od strani češke tajne policije, v poznih 70 letih so bili presenečeni, ko so odkrili, bili pripravljeni se držati svoje kulturne dediščine, ki so bili prepričani, da vsebuje resnico o njihovi duši, o tem, kar oni dejansko so. In Sir Roger mi je rekel, to je ta stvar, ki jo komunisti niso mogli odzeti. In mi danes to izgubljamo. Ne samo zaradi slabih šol ali univerz. Za vas Šaj, učitelj iz Budimpešte mi je rekel, da generacije, ki so postale polnoletne po padcu komunizma, so padle v nek mit zahodnega obdobja. To, kar ne more narediti, nista mora narediti nacizem in komunizem, zmagoviti kapitalizem je uspel. In ta prva postkomunistična generacija nima nobenega znanja literature, ne ve, zakaj ne ve, kaj je. In čisto na zaključku, lekcija, ki smo jo lahko potegnemo iz vsega tega, to se lahko zgodi tudi v vaši državi. Solženicin je rekel, vedno obstaja to zmotno prepričanje, tudi tukaj v ZDA, da tukaj te stvari ne morejo zgoditi. In on je rekel, vse zlo 20. stoletja se lahko zgodi v vsaki državi tega sveta. In v knjigi ne živi, pravim, zgodbo o človeku, o ženski, ki je bila cinično menila, da je komunistinja, ker je bila všeč ideja napredka in enakosti. In potem sem mu rekel, kaj pa gulagi, kaj pa taborišča. Ni imela pojma. Ona je končala univerze, rodila se je po koncu hladne vojne, ampak nihče ni nikoli razložil, kaj je res komunizem. In v teh zadnjih mesecih, ko potujem po srednji in vzhodni Evropi, sem prosto šokiran nad dejstvom, da večina ljudi nima nobenih predavanj o preteklosti, nimajo znanja o preteklosti. In torej vidimo, da tudi kapitalizem skuša uničiti to preteklost, ta spomin, in tega nočemo. Večina na velikih ruskih, Česlav Miloš, Solženicin, Havel, tudi Janez Pavel II, vsi ti so že pokojni. In torej ta generacija, ki se je borila proti sovjetskemu totalitarizmu, ne obstaja več. Naši mediji, ki samo zabavljajo, so zakrile to zgodbo in so izbrisali vse, kar se je o tem vedelo. Nekateri pa so še živi in oni hočejo, da bi mi vsi vedeli, in to nujno vedeti, da nekaj prihaja, da se nekaj zgodaja, totalitarizem se krepi. Univerzitetni profesor, ki se je rodil v Sovjetski zvezi, je rekel, vi ne morete predvideti, kaj se bo zgodilo jutri. Seveda, jaz sem to razlagala z mojim svojim študentom, so dobri študenti, ki verjamejo v nek socializem, socialno pravičnost in to vzamejo
ki pa prav ta kultura, ki pa kaznuje drugačno razmišljanje. In mi je rekla, ti nimaš pojma, kaj se lahko zgodi danes ali jutri, kaj bodo uporabili, da te uničijo. Ampak to se je dogajalo v Sovjetski zvezi, točno vemo, kako to deluje. In nihče ji ni prisluhnil, nihče ji ni verjel. In to knjigo sem posvečil v spominu Tomislavu Kolakoviću, hrvaškemu katoliškemu duhovniku, ki je leta 1943 v Zagrebu se boril proti nacistom in je zvedel informacijo, da ga pridejo Nemci aretirati, zato je utekel iz Hrvaške in šel v druge države. Začel je predavati na Katoliški univerzi v Bratislavi. In takrat je rekel študentom, da dobra novica, da bodo Nemci izgubili vojno. Slaba novica pa je, da bodo Sovjeti prišli v te države. In prva stvar, ki jo bodo naredili Sovjeti, bodo preganjali cerkev. Zato morajo biti pripravljeni na to. In oče Kolaković, pater Kolaković, je oblikoval majhno skupino katolikov, da se srečujejo in pogovarjajo o tem, kaj se bo zgodilo v njihovi državi in kaj lahko naredijo. V 2 letih so se razširili po celotni Slovaški. Slovaški katoliški škofi so opozorili Kolakovića, da ne delaj več tega. S tem ti samo strašiš ljudi brez veze. Ampak on se ni ustavil. On je razumel komunistično razmišljanje bolje, kot so oni drugi razumeli. In tako leta 1948, ko so komunisti prevzeli oblast na Slovaškem, se je točno to zgodilo, kar je Kolaković napovedal. In ta gibanje mladih katolikov je bila hrbtenica podzemnega gibanja. Oni so ohranjali v naslednjih 40 letih v tem totalitarizmu katoliško vero. In jaz sem popolnoma prepričan, da danes vsi živimo v tem trenutku s Kolakovićem. Ne vem, kdaj se bo začelo preganjanje, vem pa zagotovo, da prihaja in da moramo biti pripravljeni. In nimam veliko časa za premislek. Jaz sem prepričan, da nam je Bog poslal te pričevalce, teh starih ljudi, ki sem jih navedel v knjigi. In ti ljudje so tudi v Sloveniji še živi, da nas prebudijo, nas povabijo, da nekaj naredimo. Imamo dovolj poguma in modrosti, da naredimo, ali ja? Upam, da ja. Hvala. Thank you. You can't imagine what an honor it is and res mi je veliko čast. Počaščen sem, da lahko govorim v državi, ki je imela komunizem. Američan, ki je zrasel gor v hladni vojni, si nikoli nisem zamislil, da bom nekega dne lahko prišel v Slovenijo. Danes je Slovenija svobodna. In danes sem tukaj in se Bogu hvaležen, da vse to. Dajmo se res vsi zavezati k temu, da bomo Slovenijo ohranili dalje svobodno, da ohranimo tudi svojo vero, da imamo možnost svobode, govora, da smo slišali, ne da bi zato bili kaznovani. Ali ima kdo kako vprašanje? Imamo nekaj časa. Vprašanje, prosim, če ima kdo, lahko tudi v slovenščini bo prevajalec gospoda Dreherja prevajalca. Izvolite. Do you think that the current crisis happening in the West is done by accident or design? Accident or design? V krizi na Zahodu je to po naključju ali je načrtovano? Jaz ne mislim, da bi res bilo načrtovano, ampak sem prepričan, da imamo ljudi, ki bi radi videli, da se to zgodi. Da vam dam en primer. Na Madžarskem sem že nekaj mesecev kot gostujoči profesor inštituta Danube. In najbolj zanimivo kot Američan je, da se na Madžarskem veliko o zadevah, ki se štejejo o Georgeu Sorosu, ampak kaj misliš, da to, ja, to so res, da so teoretike zarotnika. Pa ko vidiš, kaj George Soros počne, potem rečeš, imajo prav. Evropska komisija močno pritiska na Madžarsko.
ker so uvedli zakon, s katerim omejujejo, kar se sme govoriti v šolah, govoriti o LGBT in tako dalje, in spolne vzgoje in tako dalje. In mnogi Mađari se ne strinjajo s tem zakonom, ampak demokratična večina je sprejela ta zakon, ampak ljudje ne marajo tega zakona in bi glasovali proti. Ampak verjetno ste vsi videli, je Evropska komisija znorela zaradi tega in predsednik vlade Nizozemske je rekel, da bo tožil Mađarsko, predsednica komisije von der Leyen je rekla, da bo Evropska unija preganjala Mađarsko zaradi tega. Zakaj ena majhna taka zadeva povzroča toliko ogorčenja? To so zadeve, ki se dogajajo, ki jih delajo močni ljudje, ljudje z oblastjo in podpirajo drug drugega. In dejstvo, da liberalizem pomeni pluralizem, pomeni raznolikost, pomeni strpnost, ampak oni so prepričani, da to predstavlja kulturno hegemonijo, da morajo vsi verjeti enako v to, kar oni zagovarjajo. Zagotovo pa je res, da imamo različne institucije, ki dobro sodelujejo med sabo. Mislim, da ne gre za neko tajno zaroto, kot ti pravijo teoretiki zarote. Sociolog James Davison Hunter je rekel, da se spremenile revolucije zgodile, ko se mreže elit dogovorijo, se strinjajo okoli istih idej in uveljavljajo to resnico. In to se dogaja v ZDA pravkar. Je nekaj neverjetno. Ko govorimo o tej cancel culture, o socialni pravičnosti, vse se je začelo na univerzah, potem se je razširilo na medije. Sedaj pa prevzema vse inštitucije. Prevzema tudi velike korporacije, svet športa, svet umetnosti, celo CIA in vojsko je nekaj neverjetnega. Ni večje institucije v ZDA, ki bi se tako močno predala tej ideologiji, kot so te druge. In to vidimo, kako močna je ta ideologija. Primer tega je, ko sem bil na Mađarskem prejšnje poletje, sem imel intervju s človekom, Peter Krto, ki je velik kritik Orbana in je univerzitetni profesor in sem hotel se pogovoriti z nekom, ki je nasprotuje Orbanu, da bi več razumel. In on mi je rekel, lej, ne maram te vlade, ker jaz sem za homoseksualne zakone, za gejevske poroke, ampak dejstvo je, da ne verjamem v to ideologijo transgender. Ampak po koncu pogovora pa je rekel, jaz lahko tukaj v Budimpešti v razredu lahko rečem karkoli hočem in niče me za to ne bo kaznoval. In potem sem rekel, Peter, to je zelo zanimivo. Ti lahko tudi v ZDA rečeš točno to, kar si to rekel in niče te ne bo za to obsodil. Ampak če rečeš karkoli v drugi smeri, se bodo študenti tebi uprli in te boš ostal brez službe. In potem boš imel izgubljeno reputacijo, nikoli več ne boš mogel več predavati. In to se dogaja v liberalni demokraciji v ZDA. Ne prihaja pa niti strani države, strani inštitucij. Torej, kdo je bolj svoboden? Ti, tukaj, v Orbanovem na Mađarskem ali na naših univerzah? Ni imel odgovora na to, ampak točka je točno v tem, kako totalitarizem deluje. Na ta način, ko ugrabi institucije. Vam dam še en primer. Pred par meseci je družba Amazon rekla, ne bo več objavljala knjig, ki recimo transgender označuje za duševno motnjo. Jasno je, da nobena trgovina ni prisiljena prodajati knjige, če jih noče. In jaz podpiram pravico Amazona, da to naredi. Ampak dejstvo je, da je Amazon tako velika družba in da tako močno kontrolira celotni trg, knjižni trg na Zahodu, če se oni odločijo, da določenih knjig ne bodo prodajali,
potem jih nihče ne bo izdajal. S tem se je Amazon prosto odločil za cenzuro, da bo odstranil celo kategorijo misli iz javne sfere. In to je nekaj neverjetnega. In to je to, kar doživljamo. Spet niso države tiste, ki cenzurirajo. Zasebna družba to počne po svoji odločitvi, ampak tako to vpliva na demokracijo. In torej vprašanje, a je to načrtovano? Ja in ne. Imamo ljudi, ki verjamejo v eno in iste stvari, ampak ne verjamem pa, da gre za neko skrito zarado. Ja, izvolite. I have a question about your book. Is it sold on Amazon? And if so, are you worried about the possible punishment for yours? From Amazon? It is sold by Amazon. Ja, na Amazonu se prodaja in sem vedno bolj zaskrbljen nad tem, da ne bo več. Knjiga se zelo dobro prodaja v ZDA, čeprav v nobenih medijih se nikoli ni pojavljalo. Moje prejšnje knjige so bile zelo dobro zastopane v medijih, veliko se je govorilo. To je bila prva knjiga, o kateri sploh nihče ni govoril in nihče ni reklamiral in promoviral. V Romuniji, knjiga je tam objavljena, v Romuniji je Facebook ukinil račun enega novinarja, ki me je intervjuval. Facebook je na Madžarskem za konzervativno revijo rekel, da ne sme več objavljati ničesar o meni. Ok, ker sem nevaren. Lepo, dobro, Facebook misli, da sem nevaren, to je lepo. Ampak ko se to začne dogajati, začne se s tem, da ne smemo objavljati knjig, ne smemo govoriti določenih zadev. In to se je začelo dogajati z ljudmi. Brett Weinstein in njegova žena, ki jim sledim, ona sta levičarska ateistična akademika, ki sta iz svoje univerze bila izgnana, čeprav so bila na levici, zato ker nista sprejela določenih ideoloških zadev. In torej to je ideologija, kot nekdo reče, kaj smeš in kaj ne smeš reči. Ona dva sta si ustvarila kariero s tem, da sta imela podcasta na univerzi in tudi z YouTubea sta jih vrgli. In to je družina izgubila zaslužek zaradi tega. In torej vidimo, kako močno to vpliva na zmožnost ljudi, da svobodno govorijo in da tudi služijo za preživetje, ker imajo te družbe toliko, ta podjetja tako veliko moč, da usmerjajo. Ne vem, če ste to opazili. V ZDA je Facebook začel nov program. Ljudem pošljajo sporočilo, da morda ste izpostavljeni nekemu nevarnemu skrajnežu in njegovim sporočilom pazite se. Ljudje lahko tudi, seveda Facebook lahko cenzurira to, kar se šteje za ekstremistično, ljudje se ne prijavijo na neko objavo in potem pošlje sporočilo vsem drugim, da pazite, vi ste morda v stiku z nekim ekstremistom. Od 6. januarja, ko je bil napad na Capitol, obupen napad, je vlada si prilastila pooblastila, da preganja domače ekstremiste. Kakšna je definicija domačega ekstremista? Kako boš vedel, kaj je politično nestrinjanje z vlado? In to vidimo v šolah, univerzah, v medijih. Da se nekdo samo ne strinja z nečem, se takoj to označi za sovražni govor ali laž. In res ne vemo, kam bo še to šlo. Ko braniš Ameriko na javnem, potem moraš te vržejo ven z medijev. In to je res zaskrbljujoče. Takoj kupite knjigo še sedaj, dokler jo še ne so prepovedali. Moram tudi povedati, da vedno več nas je teh, ki razumemo, da moramo začeti in se vračati na tiskane knjige, ne na virtualne in ne na shranjevanje podatkov v oblaku, ampak res na CD-je
ker nam lahko tudi določene stvari umaknejo. Imamo filme, naprimer, ki smo jih imeli v preteklosti, ker kar naenkrat več niso primerni za to preobčutljivo družbo in jih izbrišajo in tako moramo zaščititi svoj spomin. Meni so všeč elektronske knjige, ker je zelo veliko lažje raziskovati, ampak sem prepričan, da v naslednjih 20 letih ali morda prej bodo edine knjige, ki ne bodo v skladu s to prevladujočo ideologijo samo. Thank you for a very good talk. In your time, I have a question. How do you see these small communities forming? You mentioned like in the communist states, there were these like small dissident groups, underground groups. So how do you see them forming now? Like maybe I don't know, traditional Latin Mass groups or Orthodox Christians, or how do you see? Yeah, I think that Sofia Romaszewska, the Polish... Sofia Romaszewska, poljska aktivistka, je bila prav, če se to organizira v cerkvah, v stotinah ali kakorkoli, moramo se nekako začeti srečevati in se o tem pogovarjati. Jaz sem bil res navdušen, ko sem sledil tej prejšnji knjigi, izidom te knjige, Benedict Option. Na osnovi te knjige so se ljudje zbirali v majhne skupnosti. Ampak se je začelo dogajati. V Franciji, naprimer, bil sem v Franciji promovirati to knjigo in sem spoznal dva mlada katolika, poslovneža v 30 letih, ki so ustvarili novo družbo, da pomagajo katoliškim družinam, da se preselijo zunaj mest, da se naselijo na podeželju v bližini samostanov. Torej družine, ki hočejo ustvariti nove življenje nekje druge, jim to finančno omogočijo in že enih 1000 družin jim je omogočilo. 1000 družinam so to že omogočili. Mislim, da je to seveda čudovito, potrebuje pa veliko ustvarjalnosti, veliko poguma strani vseh nas, da lahko nekaj takega naredimo. In zagotovo sem bi poudaril zgodbe očeta Patra Kolakoviča, da so vodje katoliške cerkve v 40 letih na Slovaškem niso verjeli, da se bo zgodilo, ampak duhovni, kot je Kolakovič pa Vladimir Jukol, oni so imeli vizijo in so to omogočili. In isto se dogaja tudi danes. Mi vedno čakamo in ne moremo čakati, da nam nekdo drugi pove, kaj moramo narediti. Moramo sami nekaj narediti. Svojo vero moramo pravilno usmeriti. Nekdo prepričan, da bo nekdo to se ustavil. Ampak ne moramo samo upati, da bo nekdo nekaj naredil. Tem je problem. Mi moramo sami si izboriti svoje pravice in jih zaščititi. Veliko razmišljam o tem, kar mi je gospa Kamila Bendova rekla, žena pokojnega Václava Bende, ki je bil v tem takem katoliškem krožju. Jaz sem Kamilo vprašal, in tvoj pokojni mož, ti in tvoj pokojni mož sta res močna katoličana, globoko verujoča. Vi sta bila edina v tem krogu Havela, ki sta bila katoličana. A je bilo težko sodelovati z ljudmi, ki imajo radikalno nasprotno prepričanje? Ne. Takrat smo se morali spomniti, da je zelo malo kristjanov imelo dovolj poguma, da se glasno izjasni. Veliko ljudi je bilo res nepogumnih in zato stopiš skupaj s temi, ki so pogumni, čeprav imajo drugačno prepričanje. Ti postanejo najboljši prijatelji, ker to, kar nam je skupno, je pogum. Torej niso ti ljudje se strinjali z nama glede vere in ideologije, ampak sta imela pogum se boriti proti totalitarizmu in to se mora zgoditi. Tudi sedaj ne moramo predpostavljati, da bodo vsi v cerkvi ali vsi naši prijatelji bodo vsi enako pogumni. Moramo najti ljudi, ki bodo dovolj pogumni in ustvariti tesne odnose z njimi. In v teh krogih najti ljudi, ki komaj čakajo, da se bo nekdo nekaj naredil, ampak da jim pokažemo, da lahko sami nekaj naredimo dobrega. Ne moramo biti paranoidni. Kot je rekel Aleksandr Ogorodnikov,
Nikoli ni primerno biti proti nečemu, ampak je treba biti za nekaj, ampak treba se osredotočiti, biti predani tej ideji. In mislim, da je to ogromna priložnost za vse nas, da ustvarimo nekaj dobrega. Tudi če se nič slabega ne zgodi, v vsakem primeru potrebujemo močnejše skupnosti, ker imamo masovno osamljenost. In torej lahko naredimo to, da obiskujemo svoje sosede. Václav Benda je rekel med komunizmom, je točno vedel, da ne more politično ničesar narediti. Je pa rekel, eno stvar pa lahko naredim, da se borim proti komunizmu, je, da zbiram ljudi, da odkrijejo, da so vsi sosedje. Včasih je bilo že dovolj, da smo organizirali piknik in takrat je on razumel, da totalitarizem je odvisen prav od tega, da smo vsi ločeni, vsi osamljeni, izolirani, da se vsi čutimo, da smo popolnoma osamljeni. In če pa ti zbereš ljudi, da jim daš razumeti, da niso nori, če mislijo na določen način, da niso popolnoma sami. Prejšnji mesec sem bil v Romuniji in sem promoviral svojo knjigo. Romunski izdajatelj je rekel, nimamo veliko ljudi, upam, da pride 100 ljudi. Imeli smo 500 ljudi iz vse Romunije so prišli in smo prodali 400 knjig. Zame je bilo presenetljivo, tudi zanje je bilo presenetljivo. Ampak ti Romuni iz podeželja so bili vsi kristijani in so pravili vsi isto zadevo. Tukaj v tej državi, na mediji, ves čas pravijo, da smo mi kot kristijani zaostali, da smo konzervativni, da je nekaj narobe z nami, da se moramo spremeniti, da nas mora biti sram za to, kar smo, ker moramo biti moderni, napredni. In hvala, da ste prišli sem in nam povedali, da nismo nori, da nismo sami in da bi morali biti ponosni na to, kar smo, na naše tradicije. In to je zelo pomembno, da ste kot Američan prišli o tem govoriti. In zame je to bilo res v veliko čast, da mi je Bog počastil s tem, da sem bil v tej poziciji. In mislim, da se moramo mi, Američani, nekaj naučiti od vas. Vi ste preživeli komunizem, mi pa se sedaj soočamo veliko bolj prefinjeno obliko totalitarizma, ampak dajmo vzpostaviti te prijateljstva prek meja, da pomagamo drug drugemu v tem. Hvala za to, da tam to dolg odgovor, ampak ljudje so res navdušeni, da se spoznajo. In jaz sem imel to srečo, da sem tudi v Evropi, ko sem govoril o tej knjigi in o prejšnji knjigi, Benedict Option, govoril o tem, kako lahko mi kristijani preživimo v tem svetu. In sem imel toliko res sreče, da sem spoznal toliko mladih katoličanov in katoličank, ki točno razumejo, v kateri krizi, kakšni krizi živimo. Jaz imam 54 let. Mi in mnogi kristijani v Ameriki ne razumejo, zakaj gre. Tukaj v Evropi, po mojih izkušnjah, mladi katoličani še vedno hodijo k maši. Oni razumejo, zakaj gre. Oni vedo, v kakšni situaciji je cerkev sedaj. In tako kot je bilo rečeno, vsi bi morali biti ustvarjalne manjšine. In zato sem res vesel, da sem tukaj v Evropi spoznal toliko mladih katoličanov, ker v Ameriki imamo ljudi, ki nekako še verjamejo, ampak prihodnost krščanstva, da bo prav tukaj v Evropi nova. Vprašanje, prosim. How woke have become the churches in America? How woke are the churches? Cerkev v ZDA, kako je woke, kako je občutljiva, preobčutljiva? Ne vem za nemško cerkev, da je zelo, zelo takšna. Ampak tudi cerkve začenjajo padati. Mainline te cerkve, torej glavna struja, popolnoma sprejema ideologijo spolne svobode, genderja. Nekatere konzervativne evangeličanske cerkve pa se držijo bolj tradicionalne. In to je zelo zanimivo, ker ljudje, ki promovirajo LGBT, ne morejo spraviti skupaj tega, kar
cerkev poučuje s tem, za kar se borijo aktivisti za gejevske pravice. Vprašanje, kar zadeva rasizem, je pa zelo jasno. V mnogih teh belih cerkev si tako močno prizadeva v boj proti rasizmu, da prevzamejo vse, kar pravi gibanje Black Lives Matter. In torej bi si mislil, da večina konzervativnih cerkev ne bi ostala in se ne prepustila. Med katoličani pa v ZDA je zelo zanimivo opaziti, da imamo nekaj škofov, ki sledijo tej prevladujoči ideologiji, ampak večina škofov ali duhovnikov sploh noče zavzeti ne enega ali nasprotnega stališča, in jaz jih tudi razumem. Jaz sem pravoslavni kristjan, ampak moj duhovnik noče o tem govoriti, ker noče spustiti politike v cerkev. Ampak to so stvari, o katerih moramo govoriti v cerkvi. Ideologija gender je sedaj vse povsod v ZDA. V šolah, v popularni kulturi, v otroških risankah. In moj duhovnik je zelo dober človek, zelo konzervativen, zelo res ima odlične pridige. Tudi on se o tem raje ne bi pogovarjal. In jaz se ne bojim teh cerkev, ki zagovarjajo to ideologijo, ampak vseh teh cerkev, ki nočejo zavzeti nobenega stališča in hočejo ostati nevtralne. Teh se najbolj bojim, ker stvar ne bo izginila. Še zadnje vprašanje. Ja, prosim, gospod. Hi. So apparently it's in human nature that we only realize what freedoms we have when they are in real danger, when we realize there's a danger. So during Cold War, something like this woke stuff would not be conceivable because there was a clear difference between the good and the evil. Today it's different. Today Bernie Sanders, who went on his honeymoon to Soviet Union, is liable to be the presidential candidate for the president of the United States. So apparently we don't realize the danger. Do you think that with the global rise of China, there would be something in that fashion that we would realize, okay, there's a danger for our freedoms, so we have to do something to conserve that? Razumeli, da je nevarno, da je svoboda ogrožena in bomo takrat reagirali. Dobro vprašanje. Ampak preden spregovorimo o Kitajski, moram vprašanje glede Bernieja Sandersa. V knjigi pravim zgodbo, ko sem bil v Rusiji in raziskoval za to knjigo, sem nekaj dni se pogovarjal z ljudmi, ki so preživeli gulag. In bil sem tudi na domu ene ruske pravoslavne družine. In sem jim rekel, jaz ne vem, kako je komunizem komurkoli bil lahko všeč. In je oče rekel, vi ne razumete, pa vam bom jaz povedal, kako deluje. In potem je povedal 300 let zgodovine Rusije. Vladajoči razred je vedno zatiral uboge ljudi, pogosto s pomočjo cerkve. In ko je prišlo do 20. stoletja, je bolševizem seveda bil zloben, hudoben, ampak ljudem je dal upanje, ljudem, ki so res trpeli, da ne bodo več trpeli. In res sem bil hvaležen, da je to rekel, ker danes, ko konzervativci kot mi gledamo na to, kako lahko sploh kdo verjame v tak nesmisel, bi morali več razmisliti o tem, zakaj je to morda ljudem všeč, zakaj jih prepriča. In če ti zraseš gor v ZDA, si del kulture, v katerem ni ničesar stabilnega, vse se preliva, vse je fluidno. In a web page where
There are 26 different gender identities and you're being told to choose it. This is an actual story. Lahko se zgodi, da prideš na spletno stran, kjer imaš 26 različnih spolnih identitet in tebe vabijo, da izbereš eno. Tudi v igricah je to. To se dogaja povsod, vse je fluidno, ni nobene stabilnosti. In ljudje hočejo nekaj narediti, nič ni narobe, ne, s tem, ampak z izgubo tradicije v naši državi, z izgubo krščanstva, z izgubo smisla za neko stabilnost, neke stabilnosti, mladi iščejo karkoli, za kar bi se odprijeli, za kar bi jim dalo stabilnost. Mislim, da je Česlav Miloš, kot poljski disident, rekel, da Američani ne razumejo, da ljudje lahko verjamejo v grozne reči, če jim to da nek smisel v življenju. In zato so se potem nekateri odločili za komunizem. In to je nekako v nekem smislu to, s čimer se moramo spoprijeti tudi danes. In je noro, da mi ljudje, ki se borimo proti temu, moramo razumeti, zakaj je to mladim všeč, ko pa to spodbuja strahove in anksioznost. Kar pa zadeva Kitajsko, to, kar me skrbi glede Kitajske, je, da mislim, da ljudje ne razumejo, da je to za nas grožnja. Jaz govorim o ZDA, ne vem, kako je to v ZDA, v Evropi, ampak na Kitajsko gledamo kot na proizvajalca potrošniškega blaga. In ne vidimo Kitajske sploh kot neke nevarnosti. Ampak morali bi se ogledati prav njihov sistem socialnega ocenjevanja, kreditne sposobnosti, ki temelji na računalniški kontroli. In nimamo nobene avtoritete, ki bi lahko zavzela jasno stališče in se borila proti tem praksam. In kljub temu ne vidijo, da je Kitajska dejansko nevarnost. Jemljajo za model. V knjigi govorim o enem izmed najpomembnejših zgodovinov za kulturno zgodovino. Zgodilo se je v jeseni 2015 na univerzi Yale. Tisto jesen je univerza Yale poslala vsem študentom sporočilo, da pazite, kako se boste oblekli za Halloween, torej za pusta, da ne bi koga užalili, da se ne bo čutil poniženega. Torej, bodite varni. Ampak seveda na Yaleu študentje živijo vsak v svojem koledžu in vsi imajo nekega ravnatelja in imajo domače zabave. In v tej eni šoli Erika Christakis, profesorica z Yalea, ki je živela tudi v tem študentskem domu in je bila tam ravnateljica, Erika Christakis je tudi največji ekspert v razvoju otroške psihologije in je vsem študentom v koledžu rekla, ni primerno, da mi odrasli kontroliramo nad otroke in jih zaščitimo predvsem, ko bodo dosegli vašo starost, morajo vse to doživeti, morajo in ni primerno, da univerza določa, kaj smeš in kaj česa ne smeš. V moji generaciji, v prejšnjih generacijah smo rekli, hvala, ker si se borila za nas. Ne, ta generacija ni tega rekla. Študentje v tem domu so znoreli, ko je ona to rekla. Oni so začeli kričati, kako si drzneš nas tako napast, namesto, da bi nas branila, da bi nas zaščitila. In lahko vidite na YouTubeu moža Erike Christakisa, Nikolasa Christakisa, in je šel na kampus in se skušal s temi mladimi študenti razumno pogovoriti, na razumen način jim je prisluhnil, odgovoril na njihovo vprašanje. Ne, tega tudi niso hoteli. Nekateri jočijo, nekateri kričijo, ga napadajo. To je kot iz kulturne revolucije na Kitajskem. Oni nočejo nekega dialoga. In kaj se je zgodilo? Univerza Yale se je postavila na stran študentov
in je izgnala Eriko Kristas iz univerze. To je ameriška elita, to počne. Celotna elita je zrasla gor s prepričanjem, da je namen avtoritete, da omeji naše svobode, da nas zaščiti pred anksioznostjo, pred neprijetnimi, neudobnimi mislimi. In zato prepričam, da bo ta mlada generacija tista, ki bo sprejela sistem socialnega kredita, ki ga imajo na Kitajskem, bo z veseljem to sprejela. In v knjigi pišem, da James Poulos, lani ameriški intelektualec, je oblikoval izraz kot terapevtska država. Prišli bomo v državo, ko bo režim, kjer bodo ljudje se odrekli svojim političnim svobodam, svobodi izražanja, svobodi verskega prepričanja, v zameno za to, da jih bo država dala občutek varnosti, da lahko uživajo, kadijo marihuano ali počnejo karkoli drugega. To je to, kar nam liberalizem daje in ima prav, ker se to zelo hitro dogaja in se premikamo v to krasni novi svet Aldosa Huxleya. In moramo biti na to pripravljeni, moramo biti pripravljeni braniti svoje krščansko vero, svojo vrednote. In res najlepša hvala še enkrat, da ste bili nocoj z vami. Upam, da ste kupili knjigo, ampak upam, da vam bo dalo možnost razmisliti, kaj lahko naredimo sami, ko še imamo svobodo, da lahko še nekaj počnemo. Hvala.